No, sej, pol še naslednji level je pa prej si omenil tisti počivalnik, ki si ga naredil za konec. Ja. Je bilo tisto kaj za diplomsko nalogo? Ali kaj je bilo Ja, za to? maturo, ja. Za maturo. Ne? Se mi zdi, da ti imaš malo tudi te afinitete do teh krivljenih stvari, ker ti si bil pa v krivljenem lesu narejen, Ja. je tako? Lameliran v bistvu, ne? No, lameliran, sej. Ampak ja. Ja. Ja, ja. No, ker zdaj si tlele za Martina Palaro, za to hišo za žurerje, Tako, ja. ročaj, Ja, ja. pa potlej, no, pol si še te stole, ki so itak top of the line, ne? Ja. To nisem mogel govoriti, jaz mislim, da so to nabavili. Res. Ja. To je pa to, in tudi Martin je čist... Ja, pa stav je Dobiš- recimo, pa če... Ja? Stav Ti je res paše težko tak. narediti. Kaj? Stav je težko narediti, ne? Je zahteven izdelek. Sploh tak. Škoda, ker ne montiramo v te videe, ampak idealno bi bilo, da bi zdaj montirali sliko tega stola. Mislim, to je Ja, remek delo. In Ja, to pač- 8 takih. ja. Ja, ne, Ti po moje- paše to. Ja, Kako si to zrisal? Mislim, ker ta stol nisem mogel zrisati. A si ga zrisal? Ali? ne. Ker tam smo mi ves pohištvo projektirali, ampak jasno ne stole. Jaz sem mislil, da jo šli pa, da jih bojo kupili. Ja. To so tudi rekli. Ne, to sem, veš kaj, to sem ga tako pač iz neke slike, Ja. ne? Ja. Pa pač sem naredil pač, ne rečemo tako, model nasrovo, ne? Ja. Zato, da probaš, ker pač pri stolu je pa ful stvari važnih, ne? Koliko je visok, koliko je sedež nagnjen, koliko je naslon nagnjen, Ja. ne? Zdaj, a veš, a se sedež odpira, ne? Ja. Zato, da lažje sediš, koliko naslon visok, vse to, ne? Pa tudi moraš malo pač določiti, Ja. da veš, koliko je kakšen pač premer, a bo stal pač skupaj, ne? Ja. Ja. Da bo konstrukcijsko tudi funkcioniral, ne? To recimo, če bi imel možnost, a ne, da bi se lahko samo s takimi stvarmi preživljal, bi sigurno samo to delal. No, to me zanima. To ti je, Ja. ti je to taka. Ja. To bi sigurno pač mi je to, bi mi bolj odgovarja. Evo, se vidiš, ko bi jaz tisto letorklo pohištvo zasnoval, prvič sem z lesnimi zvezami malo lotil, pa še takole malo. Ja, ne, ker pač je to nekaj tazga, da recimo, ker pač ne naredi vsak. To, ne. Ne, to je, kje je to? Ker je, a veš, zdaj spet, ko ješ recimo tak stav serijsko, ni problem narediti, ne? Ja. Nobena Sej, a si strašna pri reč. tem stolu, ker ti imaš tam pol zdaj teh stolov 8. A si kaj pomagal s tvojim Ja. CNC-jem ali? To ja, zdaj ja. Ja, zdaj ja. Ja. Ampak to pomeni, da si ga moral ti Tis pa jaz, Zmodelirati. zdaj pa zmodelirati, ne? posamezne kose. Tako, Ker se tle širok, pa gre skupaj, pa gre... tako, To si zmodeliral. to pa ja. V čem? Je pač prav program na mašini in sem pač to zmodeliral, pa pač moraš pol določiti vse res, kar je in vse živo, ne? Pa tudi pač moraš pol paziti, kako boš to pač upenal, ne? Ja. Ker pač na koncu vseeno moraš dobiti ven komad, ne? Da ne moreš kar pač nekam prišraufati ali pa ne vem, ne stoji v luftu, ne? Ja, ja. Ne, in ja, ne? Ker to ni vlitek, seveda. Ti moraš reči to, pa še nekaj, ki gre verjetno eno v drugo, ker ne morete Ja, seveda, takole, ne moreš ti stakniti. težko. Ne, pač da se kaj zalimati, ampak ja, mora biti pač je pa fino, da je nekaj vmesa, ne? In ja, ne, to je pa potlej. Aj ti se vse zliman ali je tudi kaj zašraufen? Ne, no, ti se vse zliman. zlima. Ja, ja, ker nisem videl nikjer nič, ti se Ne. stav sem obračal in... Ne, ti se čist, pa tam je pač to, kar je, ni, a veš, ni tako kot klasičen stol, da ima pač podnožje, pa sedež gora, ne? Ne? Je v bistvu v samu sedežu noter so pač te vezniki narejeni, da so noge gor zalimane, ne? In sam Aha. sedež tako narejen, ne? Ja, ja, ja. Da je pač zanimiv. Aha, in če bi lahko praviš, to bi ti bilo pa, da Ja. sam tak je počel. To, kakšne mize, ne, če sem ti pokazal eno sliko ene mize, ki je bilo tako, so bile noge tako v križ narejene in so šle tako se pravi, iz ene strani so šle tako v bistvu v špiralo, v X, Aha, so se, mislim, da sem ga videl pa te. Ja, boš doma? ne, Ne, pa nisem se te z eno videl. stranko, ja. Pa nisem te videl. Ne, recimo take stvari pač, to, da se pa zraven še malo, da se še malo igra zraven, A ti poznaš tega našega profesorja za risanje, Janeza Suhadolca? ne. No, njegov oče je bil mizar, Ja. on je cel življenje na našem faksu, nas je risati učil. Ja, Prostoročno risbo. No in zdaj še zmeraj, zdaj je v penzionu, ampak zdaj Ja, mizari. stole tudi, dela. ne.
Ja, dela stole, on je naredil vse te plečnikove stole, pa za te, ki je škof prišel ali župan. Okay. Jaz ne vem, kaj vse te, nekaj pa malo z medenino, pa tako posebni so malo kičasti, ampak tako, s tem umetnikuje. Zdaj dela krasne plevnike. Ja. Je rekel, da mu je hčerka, ki je tudi arhitektka, rekla, pa da je tam naredi mi nekaj zapletne in naredil en tak zelo preprost trinožec, takole, tako ima na koncu ene take gobce, ampak to tako naredi, da jih dela samo iz ostankov. In ta je pol tako, pa je tako, pa je tako, pa je tako, pa nekaj. In ima tukaj tudi po 30 vrst lesa in res dobro izpadajo. Taki prav lušten. No, on se zdaj, ker pač dobiva že penzion, kar tebi še manjka, kakšen let. Še. Se igra s tem in je res fajn. No, in to si predstavljam, da... ampak on si vse zriše, to sem pa videl pa njemu. On ima tako plahto, veliko zrisan. Še stara šola. Stara šola, res tako, lepo zrisan. Že tista plahta, če bi dal pod šajbo, bi bila lahko plakata, nekaj, res tako lepo. Okay, recimo, glih ta stol, jaz sem to narisal tako na en takle list, pa sem pa narisal tam pač na eno dilo, malo večja, tako na približen, ker se mi je zdel, da bo to pasal in sem pač polen kos naredil in to je bilo to. Ne, drugače pa je pač to je tako, to je zanimiv. Je pa pač tako, težko to kam potlej spraviš pri nas, take stvari. To je pač res. Mislim, to je tako, če ima za hobi, pa že prodane. Jaz sem teh plevnikov od njega kupil že maljavžen, zato ki jih tako podarjam malo strankom, pa tako, ker mi je res tak lep pis, ful paše v moj ambient, ampak ker naredil pa recimo tudi stol, ki je skoraj zanimiv. Po moje ti stol ima vse narobe, kar sploh lahko ima narobe. Light. Light, Prvič ima ravno dilo, drugič ima raven naslon, tretjič se hitro razklima. Tako, vse. Ampak to je pa taka arhitekturna ikona, mislim, da ga vsak arhitekt v Sloveniji mora imeti vsaj enega, še jaz ga imam. To je recimo kar Rexstova, pač. No dobro sem Rexstov, komod, Ta light ni, ampak je pa... Za rožo gor postaviti, recimo. Mislim, ne moš dolgo sedeti na njemu. Pač je malo neudoben, ker ima to sam takole gor, tle te itak žul. Pa tam neke aluminijaste povezave, ali pač zdaj nema, to ima še, ali ne? Zdaj ima takole neke, zato, ker se ti slej preveč. Slej pa tle, med naslonom pa tam, neki takole nokce dobija. No, ampak ti smo je zanimiv, je res, vse narobe, ampak je pa simpel, In jaz sem si ga kupil, zato, ker ga moram imeti. Ker ima pečat svoj gor pa to, ampak ne predstavljam si pa, ker eni so si jih pa kupili tako, po 8 za jedilnico. To razen, če se hočeš vse hitro znebiti. To je kar pogumno. To je kar pogumno. Zelo pogumno. Ker pač stol je tak, je pač že od nekdaj, recimo, je tak, je kompliciran izdelek, Ker vsak arhitekt, ki je velja en stol zdizajniral tudi, vsaj enega. In to sem mislil, ga moram tudi jaz, sam sem ugotovil, to je res kompliciran. Če hočeš dobro narediti. Pa da ima tudi nekaj, mislim, če že delaš, da ima tudi nekaj novega. Prinese sabo, da je pač sam še en stol, ampak da nekaj... recimo, če gledaš te Corbusierjevi stoli, pač te počevalniki, ali recimo Barcelona je isto on naredil, ali ne? Miss van der Rohe. Ali pa Alto. Alto so pa sploh. On je recimo se s tem začela, Ali pa recimo Tonetovi stoli, ne? Tonetovi pa sploh. Ker so recimo pa je zgleda ful neudoben stol, ampak so vsi narejeni tako, da so za sedeti. Tis pa je. A ti poznaš tega gospoda Jure Rihar? Iz Škofje Loke. On obnavlja te Tonetove stole. Ta Ratan. Vse. On napabrikuje te stare, pa tudi tako in po iz več kosov kakšnega Frankensteina skupaj zloži, pa tako. Ampak jih obnavlja pa to. Včasih je bilo recimo pri nas teh delavnic, ki so delali pač teh pač Tonetove stole, se reče, ampak pač po tem postopku krivljenja, jih je bilo ogromno. To je še Kamnik delal, je to. Tudi, Ne, to sem hotel reči, ker mi je kazal, on ima katalog od Toneta. To je katalog, ki se lahko skrije.
Ja, to mislim, da je šlo na... Osnovni model, pa lahko imaš plato, ki je sam navadna, lahko imaš sam ratan, lahko imaš pa z intarzijo, reliefno vtisnjeno, tako mislim. Pa s federčki, kaj je bila una pač. Ni, da ni veš kakšen katalog, to kde bo. To mislim, da je bilo predstavljeno na temo. Kaj je bil ta nek pariški sejem, ne, da tam se je to najprej, da se je to predstavil, ne? To pa ne vem. Mislim, da je bila svetovna razstava v Parizu, ker se je on pač s temi stoli tam pojavil. In to je bil pač tako full boom. Seveda. Prej so bili vsi ti masive, ne? Ja, ampak to je bilo pač narejeno zaradi tega, ker je bilo poceni, ne? To je bilo včasih pač res tako... Ikea. Ja, Ikea. Ja, začetek. Kataloška prodaja. Ja. No, ker smo glih pri krivljenih stvarih, ti si bil tudi edini, dobro, naredil si pri hrastu še, v marcu. Ja. Tisto sem tako vesel, da sem te pripravil, ker sva že obvala z jaketom, Bog dovolj na men, tistega hudiča hotel. Je to kompliciran tudi narediti? Tisti ni po moje to. Ma ne, ni, ne. Saj pač, polka se enkrat pripraviš, pač narediš, ne. A imajo tisti predalčki, se še ne, imajo vodila noter, so sam, imajo prav na vodilih. So vodila not pa vse. Ti so verjetno še zmeri, kar v redu funkcionira. Ne, ti super. No, to je zanč, ko smo snimali Ambiente. Ja. Je bila že tako ta Mateja od Ambientov navdušena, pa smo kje prišli, pa še to, še ta okrogla v marca. To moramo imeti mi enkrat tega tvojega samota v Ambientih. Ne vem kako, ampak lahko. Ja, kad recimo, dosti podoben ima ta, ne, Kartel je imel ene predalnike take, recimo. Mislim, da Kartel to dela. Samo so plastični. Ja, plastični. Samo okrogle? Mislim, da je pač valje, ne? A je bil res? Ja. Ker jaz imam ful Kartela doma, ampak te še take, tako je, takle, pa na nekih koleščkih, pa ima pol takole 3 predalčke. Ja. Plastične. No, ampak mislim, da se dobi tudi, da tudi obstaja tak pač cilinder. Da je cilinder. Možno. Ampak dobro, oni naredijo orodje, vlijejo in pol to šiba, ne? Ja. Kako narediš ta obod, pravzaprav? To nisi krivil, to je premejhen radi. Ne, je zakrivljenje. Obod je zakrivljen? Ja, obod je zakrivljen. Koliko pa je debel ta obod? 2 centimetra. Samo pač iz tankih slojev je narejen, ne? Iz več tankih slojev, ne? Ok, zakrivljen? Zakrivljen. Pa zbrušen. Tako. Ker je zakrivljenje verjetno zelo grobo to, ker ti povsod vse nekaj ven šteli. Ne sme. Ja, kako pa? Ker pač ta zadnji sloj se... A vse letvice v konju se režeš, da jih sestaviš? Ne, je pač plošča, ne? Ja. Plošča je taka, ki je z neke pač eksote narejena, ne? Ki je pač tak les, da rečemo kabalza, ne? Ja. In so pač, je čist mehak in se ga da lepo kriviti, ne? Se ga da kriviti, sam pač ta zadnji sloj mora imeti pa že pač furnir gor ali ne vem, ultra pa, skarkolija, ne? To, da je že fertika, ne? Ker če ne bi mogel pa potle recimo pa furnir gor pa v vakuumski megdata, ne? Pa potle ti zgor stisnata, ne? Če bi hotel posebej gor furnirati. Kdaj si imel pa ti furnir gor? Jaz sem ga pa že prej nalimu, ja. In se pa furnir skrivi skupaj z ploščo? Skupaj, ja. Samo moraš ta prav cajt naštudirati, ker recimo, kad daš furnir gor, ne? Pa s kakšnim limom moraš to zalimati, pa da ta prav cajt daš ven iz preše, ne? Pač iz ravne, ne? Iz ploskovne, pa da je še zadost, da furnir zadost gor drži, pa da se bo še zmeri krivil, ne? Da ni želim prekrhati, ne? Da ne bo že, ker ko enkrat zategne, ne more več iti, to sta 2 plasti. Tako, ja. Moš pač malo. Moram prvič, kam prejakati, moram še enkrat po blizu pogledati. Jaz sem bil prepričan, da si to... Ne, ni. Pa iz celega valja, ne, iz celega valja, pa pač odrezan ven za predale, pa so pa predali snez ven. A ti si rezal za predale ven potem, ko je val že bil kot val, ali prej v ravno? Ne. Pol? In kako si pa pol dobil tisto za predalček? Ja, frontico? Pač dobiš tisto, rečemo, loka, ne? Aha, in tisto, kar si odrezal, je bila tudi fronta za predal? Tako. Da se sej make sense, sam ne predstavljam si, da je to tako... Ja. Neč ne skoči bolj narazen, pa da bi predal, veš, da preko bom imel takole, pa boš pa ta predal ven odrezal in to ven, da bo pa takole ti skočil. Ok, zdaj,
To moraš pa tlem mečkam pustiti, da se vse skupaj zasuši, pa tone, pa da se pač malo umiri, pa reči. Drugače pa pač vse te, kar je neki zavidga, pa to zmeri v vsakem primeru mečkam odstopa, ne. Ni to, da se pač, da se ujame, vse to je kar postopek. Jaz mislim, da tam se vse ujame, vsaj tako, kot sem gledal. Pa parjaka, mislim, da parjaka do ti se še celo na puš, ne? Seveda, na puše, Tisti pač je, to pač recimo tak, ne, to je recimo tak zanimiv del, ne? Dobro, me veseli, da te zasipam z zanimivim delom. To sej, ker delaš, tudi edin si bil, ki si je podstopil delati kriva vrata za Dareta pa Heidi. Mislim, ki je bila pa taka blaga krivina, ampak je bilo treba ujeti pa v nulo, ker bi se v hipu videl ali buhtel ali pa ravno. In tri zakrivljena vrata, pa 3 različne krivine. Kako si pa tisti naredil? Ker meni je enostavno, jaz sem rečel, da je samo, jaz imam zakrivljene vrata, da je tako ne radi tako, pa se pa to zgodi. V resnici pa sploh ne vem, kako to s tistim satjem pa to noter spraviš. Ne vem, če je točen, kaj smo šarali. Ampak tam ni satja, po moje, tam so po moje letvice. Ne, tisti letvice itak, ampak kaj smo že res počeli? Po moje je noter ali stiropor ali pa stirodor, kaj tazga. Veš, pa je pa zbrušen, tako, recimo, kasar vdila, ne? Da priješ na obliko, ne? Pa se pa čez tisto se skupaj pa čisto pač z nečem uplašči, ne? Pa moraš pa spet to obdelati, ne? Čakaj, ampak zdaj, se pravi, stirodor? Ne. Ker ni tako krivo, ne? Ne, ni to, v bistvu. Spodaj je na eni strani raven, ne? Takole so. Tako, Ampak kaj je tam meso tlele vmes? Pač narejen je recimo rebra, ne? Rebra recimo tako preko začoven, recimo, ne? Ali pa krivo od aviona. Noter je pa pač polnil, ne? In pa ti spolnil pač obdelaš po konturi, ne? No, ker to satja nismo mogli dati noter. Ne, pa tudi ne, se pač na konceh se stanjša, ne? Satja enkrat, ko ga ti deformiraš, ne drži nič, ne? Se zato. Satja, dokler je pač ceva, ne? Pa raztegnen drži velik, ne? Ko ga pa enkrat deformiraš, ni pa nič od njega, ne? Se pa sam zmečka, ne? V glavnem, zdaj mi je veliko lažje, ker si rekel, da to so ti take zanimive stvari. Ker smer se mi zdi, spet ga bom moril značevka. Ne, to je pač tako. To je za vmes, da se malo... Da nimaš sam na metre. Pač na metre itak ni take, rečemo pač proizvodne, ne, ampak vse, ne. Je pač za tako stvar si moraš malo cajta vzeti, pa drugače to delati, no. No, ampak sej to je tvoja, dobro, nisi fabrika, ne, ampak je to glih fajn to, zato ker pri tebi vem, da lahko jaz dobim omare itak vse, v praktično kjerikoli tehnologiji. Tako. Od masive do iberala, do mediapana, do barvanja, do formiranja, vse. In kar je za mene oziroma za naše hiše ful pomembno, da lahko dobimo tudi notranja vrata, ker so včasih del teh omar, to zelo veliko na ta način delamo. Doskrat, Pa eventualno tudi še štenge, ne. Se pravi, malo kdo, ne, se poznam tudi druge, ampak zanj so, kje je bilo že to? Smo se pogovarjali, pa sem rekel, en me je klical, da bi to tako je, en me je klical, da bi mi sodelovali. Sem rekel, nisem hotel res razlagati. Ampak, v redu. Sem rekel, mi imamo take pa take stvari, okej. Sem rekel, ampak mi imamo tako omare, pa so pa še tam notranja vrata. Ne, vrat pa mi ne delamo. Kako ne, tam ne pa polenga drugega najdem, da včist drugač jaz rabim v sklopu omar, ne. Pač se doskrat se to zgodi, da recimo pač, da so pač vrata v sklopu omar in vsega, ne. In pač, če ne delaš vsega, je pač včasih to malo težko vse potle uskladiti, ne. In večji, ko so se, ne vem, Pavle po moje, zdaj to šel pa sem še na metre neke omare, on to...
Moja zadnja stvar, ki je tako fino naredila, bila moja jedilna miza, takrat, ko tebe še nisem poznal. Verjetno. Pač tako, no, da bi se izključno s končnimi strankami ukvarjali, po moje res. Ja, ne. Po moje tudi 5%. Fabriko, ne. Pač vse pač zastopaš, ne? Po eni strani je to mnogo lažje vse organizirati, ne? Ja, seveda, ker se organizacije tiče, to leti ven. Ja, pa tudi pač, kaj enkrat toliko ljudi, moraš pač toliko narediti, ne? Ja, moj dobro, tudi tipske hiše lažje delati, kot vsako drugačno. Ja, pa zanimivo, koliko je tega pri nas, da delajo tipske hiše, ne? Ja, ni pa toliko zanimivo. To pa sigurno, da ne. Je pa tudi res, da ni toliko ljudi, ki so pripravljeni se s tem recimo toliko ukvarjati, ne, pa reševati razne stvari vmes, ne. Ko se recimo med gradnjo kaj zgodi, recimo imaš to vmes problemov čuda, ne. Ja, da seveda v taki hiši je, že detajlov je. Ja. Še bi rekel hiša, ampak to je veliko več detajlov in dela, kot z neko halo 10.000 kvadratnih metrov, ki pridejo in flikajo. Seveda. To. Ali pa recimo blok pozidati, ali pa kaj tazga, ne? Ja. Tam pa se ve, tam je od štarta do konca je takle. Blok so naredili v letu pa pol, mi smo pa hišo delali let pa pol. Ja. Tako pač je. Ker recimo tu, če gledaš, ne, kdaj kakšne te velike stolpence delajo, ne vem, v 14 dneh ali pa ne vem, na 8 dni, mislim, da je nek blok, ki so naredili, ki so en štuk zabetonirali, ne? Ja. Za Kitajci, ki v urah to štejejo. Dobro. Kitajcev je veliko, ne? Pa tudi standard je drug verjeta, ne, kot pri nas, ne? Ampak vse, ne? Pa oder naredijo z bambusa, pa glih tako funkcionira vse. Ja, seveda. Ne, jaz mislim, da je veliko bolj zanimivo to, kar tebe drajo, da tudi mene, ne, pa tako, ali pa recimo tista miza za jaketa, ki jo je Zala zoblikovala, ki ima tako, pa ima pa od spod drugače, pa je tako zaobljen, pa to. Sva še tam ene detajle in se je to zgoril. No in meni taka miza veliko več pomeni, ker... Ja, pač vse in pač prostor drugače zgleda, ne? Kakor če pač ne, če je to vse neki ali pa ne, da pol daš neki... Saj to ti štacune je veliko stvari, pač, ki so lepo narejene, pa super funkcionirajo, pa vse, ne? Ampak, a veš, se čuti ono, da kakšna stvar pač vidiš, da je pač narejena serijsko, pa nimaš kaj, ne? Ja, jasno. To je tis, ne? Ja. Prej si rekel, da če bi samo tega lahko, bi sam take stole, pa to. Se pravi, kaj, najljubša ti je prav masiva, ali tako, recimo, tehnologija, zdaj, ker bi se malo po materialov. Mediapan, Iveral, Iverka, pa to pol barvaš, ali furniraš, ali to, kaj ti je najljubše? Pa ne, furnir. Furnir? Ja. To mi je tako pač lep izdelek dobiš, lahko pač marsikaj skombinira skupaj, ne? Vse je pač, ne, pač je zahteven, veliko stvari pač lahko narediš, ker pač, ne, Iveral je pač Iveral. Ja. To je pač le. Se pravi, furniraš Mediapan? Ja, ali pa Iverko, kar je, ne. Iverka, ni. Isto, pač. V redu? Čisto okej. A res? Ja. To se mi zdi tak. Material čisto okej, ne. Okej, Ja. v redu. Pač nič ne fali, ne, je pa res, da ni pa za povsod, ne. Ja. No, jaz sem bil fasciniran, ki sem videl, kaj lahko s furnirjem narediš, da dejansko zgleda, kot da je iz kosa lesa. Kje sem že zadnjič gledal? Pri Leopoldu pa živi. Ja. V Izlakah, pri tisti hiši, ta prvi. Kako je tam narejen, ali pri pultu ali kje. Ne, ali cel otok. Ja. Da se nič ne vidi, da je to zdaj nek furnir bil čez nalepljen, zgleda, kot da je iz kosa lesa. Kako to sploh se štukaš lahko tako furnir? Ne, se pač pri furnirju tako obstaja pač veliko varianta, ne, ki ti lahko recimo zrcalno zlagaš, ne, pa se vzorc ponavlja, lahko ga zlagaš v sliko, ne, se pravi, da se pač vzorc na sredini recimo, pač se ujema vzorc, ne. Ja. Imaš, pač ne vem, so razni te v diamant, v križ, tega je ful, ne.
Ampak tako, meni je še zmeraj nekak najvišji benchmark, da bi izgledali tako, kot da je iz kosa masive. Ja, pač vzameš recimo 3-4 različne pakete furnirja, jih zmešaš med sabo in zafurniraš. In gre to. Ja. Kako bi pa tak naredil? Recimo, da imaš tole, tako, pa tako, recimo, če bi hotel biti tako posnet. Ja, ok. Ampak to bi tudi lahko naredil, tako da zgleda, kaj je iz masive, če bi furniral to zadevo. Ja, pač lahko jo narediš, ne? Sam pač... Kako? To si pa ne predstavljam, si ne moš ti furnirati na 5 trodimenzionalno, takole čez. Ja, da se. A res? Ja. Pod kaj ga boš pa stisnil? Na platen se to naredi tudi. A res? Pa zdaj je to precej lažje, ne? Daš recimo, daš v vrečo, kaj za vakuum, ne? Ja. Pač furnir prej pripraviš, da ga lahko zakriviš, a ne? Stisneš na vakuum. Aha, se pravi, to bi lahko dejansko bilo čist tak posnet rob, kakor da si ti masiven kos lesa po brusu, da je tak in bi to pol pač tekel, kakor bi tekel. Ja, se recimo pač na tak podoben sistem, so recimo pač te odpreški narejeni za stole, ki so pol oblečeni, pač tapcirani ali karkoli. To isto pač v kalup je stisneno, ne? In tam se furnir isto, pa se tridimenzionalno deformira, ne? Ali recimo sedalne plošče za stol, ne? Ja. Recimo pri šolskem stolu, ne? Ja. Tam je pač isto noter uvleknjeno, ne? Ampak tam se mi taj mali, pa na večji površini, tole pa majhen kot bi rekel. Ok, zdaj, če je res prav nekaj majhnega, ne? Ti se je težko, ne? Ja, mislim majhen, ajde 5 centi. Ja, ampak recimo isto, ja, to je majhen. Koliko pa bi moral biti recimo tale posnet, da bi to šlo? Ti po moje tam na 12 cm, manj že težko, ne? No, pa saj se 12. Ja. Kaj pa, če bi hotel na manj štev? Pa masiva. Ampak kaj bi pol v tem primeru z masive naredil? Vse? Ne, lahko bi sam kos noter recimo zalimo, ne? Pa bi tako lahko sfornirjem, a ne, pa samo ubrusaš, ne, samo pa se tle se pač se vidi, ne? Tle se vidi, ja, da je se vidijo stiki, ne, pa tudi pač ujeti, po barvi fornir, pa masiva, pa zmeri to malo odstopa. Aha, to 12 centi bi ga pa lahko pravzaprav bi se pa že verjetno kaj dal narediti. In kako si rekel, viš, to je čisto novo? Vidim, moramo, takrat, ko smo delavnico za cel naš tim, ki si naredil, ki si malo razlagal te stvari, moramo mogoče drugi del narediti. Se pravi, to si rekel, da gre v platen. Lahko platen daš, a ne? Platen je vsem, pač je prožen, a ne? Pa dosti je močen, ne? Tako. In v to pritiskaš noter. To pritiskaš, a ne? Zanimivo. Nikoli si ne bi to predstavljal. Res. Res. Kaj, rekel si pa tudi vakuum, da obstaja? Ja, vakuum, ja. S tem se veliko dela, ne? A res? Imaš ti vakuum? Ja, se lahko to naredim. Kaj pa narediš tle z vakuumom, recimo? Kaj bi tle naredil z vakuumom? Recimo, če bi bila krivina samo v eno stran, ne? Ja. Da bi bila samo tako, ne? Daš recimo pač to na en model postaviš, vse skupaj, zapreš v vakuumsko vrečo. Moraš si pa model imeti. Moraš pa model imeti, ne? Daš pač v vakuumsko vrečo čez, zato, da to skupaj pa to stisne čist in se pač čist formira po obliki, ne? Aha. To je pač taka uporabna tehnologija. Mislim, to je toliko je teh znanj. Veliko pač. Že za hišo, kot hišo narediti je en set materialov in znanj, ki še zdaj komi, no? Zdaj sem mehen bolj, se pa spomnim, ko sem začel, ne? Po 25 letih, ko sem bil čisto v drugem fahu, ki je meni, Miha neki detajl risal, meni sploh ni bilo jasno, kaj je že. Ja. Sem gledal, pa sem ga pa še enkrat prerisal, potem sem počasi dojel, kaj mi sploh hoče povedati. Ja, zakaj se gre, ja. No, in pol pa se spustiš v notranje opremo, je pa materialov 10-krat toliko, preveč, kakor za hišo. Ja. Obdelav, tehnologija, tole. Ampak če tega ne veš, ne moreš zanimivo narediti. Ja, to pa sigurno. Ne, pa tudi, če spet, če je to samo za en kosa, ne, se ga pač drugače lotiš, kot če jih moraš 15 narediti. Itak.
To je tisto, ne. Ker recimo tudi ni mi jasno, kako si... kako je že tisto bilo? Kako smo že zreskali tiste ročaje nekako, da grejo tako? Tako je. Kako lahko to zreskaš, pa da ga pol pa nek konc pa da krivi? A se ni, tle noter so pač je masiva zalepljena, ne. Masiva zalepljena noter, ja. Pa se pač masivo obdela, ne. Sforniran vred, ne, pa je pač to težko, ne. To recimo... To ne bi mogel reskati, ne. Tudi recimo, če so, ne vem, te, recimo, ki so kuhinjske fronte ali pa kakršnekoli fronte, recimo zdaj v Ikeji tudi že dobiš tako fronto, ki je s tem pač skritim, rečemo, ročajem, ne, pač kot porezkan ročaj, je pač oblečen v folijo, ne. Tiste ročaja, ne. Ni barva, ne. Ja. In pač je tehnologija taka pač, ki to omogoča, ne. Sam pač to si za tako pač malo serijsko zadevo, ne, si to ne moreš pač težko prvošeš, ne. Ne, tam, kjer je pač kosov na štampljanih tok in tok na dan, ne. Ne, ti si druga. Je to drugo, recimo, ne. to mi je bilo fascinantno, ker so Zala delala, pa je Zala imela nekaj, pa sem si rekel, Zala, tle sem na Pinterestu, če bi bil na to vižal, pa so jih pol še tam zoblikovala, sem rekel, da vem, če už samo lahko naredil, evo pa se kar zbolj. Ja. V bistvu, vidim, na gradbišču veliko visim, pri tepu delavnici pa premalo, da bi pol vedel, kako se te stvari zgodijo, ne. Za gradno mi je že kar jasno, kako se zgodijo. Ja. Tle moram malo več noter visiti. Ker, evo, to sem si pa prav zapisal, da te moram vprašati. Jaz imam doma tipon, to, ki si prej pri Jaketu omenil, da je tisto. Ampak mogoče z izjemo tiste omarice, še kjerkoli sem jaz to naročniku predlagal, pa da so to sprejeli, povsod tako, vse je hiša super, vse super, ampak, a veš, Matej, če bi pa kakšno stvar zamenil, tipona pa ne bi imel. Ja. To je pač kaj se. Ne, jaz ga zase tudi ne bi imel, ne. Ne? Ne. Pa se, če sem pošten, če bi moral s temi delati, s katerim so vam na voljo, ga jaz tudi ne bi imel, ker ta tokle ven skoč, ne. Ok, dobiš tudi krajše pa vse, ne. Ja, ampak jaz imam pa doma te Bulthaupove, ki je tokle velik, dela pa košus. In meni to pa res igra. To je spet, recimo, to je... Zato, ker vse lahko funkcionira, brez da bi mogel kaj spustiti, a ne. Da kaj ven štrli, ne. Ja, no, pa to, pa neč ven ne štrli, ja. Ok, recimo, če že bija, ne, pa če si pripravljen to pač financirati, ne, je sigurno pač to, da na elektriko odpira, ne, je to sigurno daleč potlej predvsem, ne. Ok, sam recimo to pa ne bi jaz nikoli imel. Ne, zato ker ravno to, kar sem ti rekel, to recimo pri naslednji bajti, vse, kar ne rabim stran, pa kar bi mi mogoče tudi prav prišlo, ampak sem mogoče tudi stran, pa vse, kar je takih stvari, da je neki na elektriko, pa to omarica, ne, to. Ja. Pač simpel je še zmeri, še zmeri ta najboljš, ne? Ampak ja, recimo pač, ne, zdajle, kaj se, po moje obdobje sigurno je nekih 10 let, ne, če sem v 10 letih recimo zmontiral, ne, 200 ročajev. Ostalo pa? Ostalo je pa pač vse nekaj, ali porezkan, ali tipon, nekaj tako. 200 ročajev, ja, ok, porezkan pa ja. Ja, porezkan ima ljudje ne blati, ker to ven ne štrli. Ven ne štrli, pa dosti je na komod zaprjeti, zapucati je ok, ne, pač. Koliko imaš ti teh različnih orodij za porezkan ročaj? Ne, po mojem 3. 3 oblike? Ja. Moram enkrat pogledati, kjer je 3 oblike. Ja, drugač pa, to je pač ja, grejo pa zdaj pa spet ročaji ful nazaj, ne. Grejo spet ful nazaj. Pa razni veliki knofi, pa... A res? Ja, ful. Kako misliš veliki knofi? Ne, pač da je tako pač tokle velik, recimo ročaj na omari gor. Zdaj smo nekje, to je že bilo recimo, ne vem, v 70 letih ali pa, ne vem, 60, tam nekje je bilo, ker so že bili pač taki veliki knofi, plastični ali pač kakršnikoli, ne, je bilo že to po omarah ali pa po predalnikih, ne. Se pravi, to tako knof, misliš, je tako, pa gre ven? Ja, to. Tako je. Sam problem takih se mi zdi isti, kakor če je samo luknja.
Ja. Zatakneš, gre, pa v neki točki prideš do enega kota, ki ti prst začne lomiti. Ja. To bi znal biti neugoden. Neugoden, ja. Ampak, ja, recimo, te luknje, to je sploh neka... Ja, rajš imam, da mi takole, in ga pač... Ja, tako. Ker ga bom zagrabil in nima kaj iti narobe. Ja. Ampak ja, grejo pa spet pač ročaj malo nazaj, pa ta nek rustikalen stil, spet neki s temi ukvirčki in to, ne. Ampak predvsej bolj enostaven, kot je bilo to včasih. Ja, točno, se ti lahko še cel kup teh utorčkov kupaš že metalnih, ki jih lahko noter daješ. Ja, veliko je tega. Ja. Ne? Tega je res na izbiro res ogromno. Ja, res ogromno, ja. To je pač, to je narejen za velike proizvodne, ne, večinoma, ne, ker pač je tudi zaradi same tehnologije pač lažje to izvesti, ne. Ja. In pač ja. Se pravi, ti praviš, da obstaja zdaj tudi krajši? Ja, obstaja krajši. Zakaj pa izmeriti ta velike? Veš kaj, če je debela fronta, ne? Če je debela fronta ali pač zaradi kakšnega koli razloga, ne odpre velika, ne? In pa moraš pa s prsti tisti... To še, jaz imam doma zelo tanke fronte, jaz imam 10. Tis je drugo. Ja, če je 10 ali 12, da je kompakt ali ne, skeroka fronte, kaj tazga, ne? Tis je pa drugo, pa tudi zaradi same teže fronte, ne? So potlej pač te amortizeri pač se grejo pač po moči, ne? Točno, ja, jaz imam iz kompakta, to zadeva.